drage obiskovalke, dobrodošle na panelu Založbe Izhodi, kjer bomo govorili o nazadnje izdani knjigi kitajskega znanstveno-fantastičnega avtorja Liu Cixina. Današnji pogovor bom moderirala Lea, z mano pa so danes tudi štirje sogovorniki. Urednika zbirke Izhodi, Marko Bauer in Primož Kraševec, in na drugi strani Natalija Majsova, avtorica knjige Soviet Science Fiction, Cinema and the Space Age, in Andrej Stopar, prevajalec knjige Doba supernove v slovenščino. Najprej bo sledila kratka predstavitev zbirke Izhodi, zatem pa se prepustimo lebdenju skozi Liuovo kozmologijo. Kar jaz, okej. Dan. Se v bistvu ne bi nadolgo, ker bomo itak v knjigi razlagali. Zbirka Izhodi izhaja pri založbi Sofija in je v bistvu ena taka mešanca spekulativne fikcije, teorije fikcije in zdaj tu znanstvene fantastike, ki je seveda del spekulativne fikcije. Poleg Dobe supernove smo predtem izdali že recimo Uporabno Ballardovstvo, ki je en roman, ki je obseden z spekulativnim pisateljem Ballardom. Potem smo izdali od Primoža Kraševca teoretsko spekulativno delo Tujost kapitala, o pač vedno ta zadnji fazi kapitalizma. Imeli smo tudi eno knjigo o Berlinu, Berlin ni Berlin, Ljubljana je Berlin. Pa po mojem tudi za tukajšnjo razpršeno publiko zanimivo knjigo Terraformiranje, torej neko tako spekulativno geopolitično delo, takrat še financirano od Rusije, ki si je zelo ambiciozno zamišljal projekte, potem je pa se zgodila vojna v Ukrajini. Toliko o teh fail in hkrati uspešnih projektih. Mogoče še to, imamo tudi stojnico zunaj na moji levi, kjer lahko kupite knjige Založbe Sofija, zbirke Izhodi, se pravi in to knjigo in mojo knjigo in druge. Ok, hvala. Jaz bi mogoče za začetek samo zelo na kratko povzela nek osreden plot knjige, samo zato, da bomo potem lažje sledili temu pogovoru. Torej, supernova 8 svetlobnih let oddaljene zvezde na Zemlji povzroči usodno okvaro človeških kromosomov, zaradi katere bodo v enem letu umrli vsi Zemljani starejši od 13 let. To svetovno prebivalstvo združi v poskusu predajanja znanja svojim otrokom, da bi lahko vodili kompleksno globalno ekonomsko, živilsko, tehnološko in vojno infrastrukturo. Po smrti odraslih se svet otrok za kratek čas zares obdrži, hitro zatem pa začne razpadati v zasledovanje igre, ugodja in zabave, vrh katere predstavljajo vojne igre za področje Antarktike. Doba supernove torej opisuje, kako bi izgledala otroška družba v sodobnem tehnološko razvitem svetu, vpeta v različna geopolitična razmerja. Torej, tako res na hitro. Zdaj pa bi mogoče začela kar s prvim vprašanjem, ki bi ga postavila za Bauerja in Kraševca. Torej, zakaj ste se pri Izhodih odločili prevesti prav delo Doba supernove? Kot pravi avtorski mim, je to eno izmed Liuovih manj znanih del. Gospod Čed Izhodi pa na to upravičeno vprašanje odgovarja zgolj pritrdilno. Je razlog njena trenutna geopolitična aktualnost ali morda, kar se tiče Liuovih del, dostopnost? Ja, v bistvu je ful veliko razlogov. Ta mim je bil po svoje celo pesimističen, ker mislim, da je bila kritika v MMC se mi zdela še bolj awesome. In sicer začela se je v bistvu tako, da se je avtor pohvalil s tem, da ni še nikoli slišal za svetovno znanega pisatelja znanstvene fantastike. Potem je nadaljeval s tem, potem je pa končal tekst s tem, da pa kakor je slišal, je pa, da v bistvu obstaja še ful boljša trilogija in da verjetno bi bilo treba to izdati. Naš argument glede tega bi bilo tako, da v bistvu sama trilogija že sama po sebi čisto logistično presega zmožnosti naše majhne zbirke znotraj majhne založbe ali pa manjše založbe, proti tem. Kaže pa to, da Cixin kljub tej svetovni odmevnosti še ni bil preveden, čeprav zdaj naj bi se prevajali to te, je po mojem neko to nelagodje glede Kitajske,
ki pa se mi zdi, da druž in liberalce in desničare. Skoraj nekaj na Kitajski, kar sproža nelagodje Zahoda. Ne. Seveda pa nismo zdaj v katerem koli trenutku, smo absolutno v trenutku, kjer imamo neko novo, zelo močno krizo zahodnega narativa, recimo Gaza, vse te stvari so ciklične, ampak recimo, da je Gaza še dosti hujši problem tega. In se nam je zdel nekak optimalen trenutek izdati nekaj, kar se na prvo žogo zdi propagandni roman, torej kitajski propagandni roman. Seveda pa hkrati se zavedajoč, da vse, kar producira Amerika, je najmanj soft power, če ne direktna propaganda, zdaj pa bolj ali pa manj premetena, bolj ali manj sofisticirana, ampak v vsakem primeru smo na ameriško propagandno fikcijo navajeni in v bistvu ni nič motežga na njej, ali so pa tudi te kritike čez propagandno fikcijo iz Amerike so že ustaljena. Medtem, tle je neka čist druga situacija, torej kako kot prvo se soočati z kitajskim propagandnim ali pa patriotskim romanom, ker pri Cixinu je v bistvu tako, kar še dodatno zapleta, recimo to zgodbo, ali pa še dodatno pojasni to nelagodje Zahoda ali pa Ljubljane do Kitajske, je to, da ta avtor ni kitajski disident. Torej, osnovno izhodišče Supernove je njegova izkušnja, ko pride v Peking trga nebeškega miru in v skladu z običajno zgodbo je tam takrat ugotovil, da je s Kitajsko nekaj narobe, da tam se krši. Ne, on tega ni ugotovil. Kot prvo je on tehnična inteligenca, kot drugo je pa ugotovil, da družbeni nered zavira tehnološki razvoj. To je takrat ugotovil. In vsa njegova teorija in vsa njegovi romani na nek način je tudi boj med kulturo pa filozofijo. Ne pozabimo, da problem treh teles se začne v času kulturne revolucije, ki jo on absolutno obravnava kot negativen pojav. Ampak v bistvu spet lahko rečemo prav, mislim, to je bolj Primožova tema, ampak v boju med kulturo in tehnologijo pa nikoli ni tako enostavna ta boj. Ampak on definitivno na strani tehnologije v tem boju. Kar med kulturne revolucije je zgubljena časa že zaradi tega, ker je omejena na kulturo in se ne ukvarja z tehnologijo. Potem pa še vse polno drugih stvari, ki so neverjetno aktualne. Torej, da zdaj živimo v času, kjer se recimo nek ameriški stereotip iz tega romana izkaže za popolnoma utemeljenega, kar seveda je povezan z tudi neko teorijo z 90-ih, ker recimo en francoski filozof, kot je Baudrillard, reče, da je resnica Amerike Disneyland, oziroma da je Disneyland v Ameriki zato na enem mestu, da ljudje ne bi mislili, da je cela Amerika Disneyland, torej, da v bistvu že znane vse simulacije. In seveda v točno tem teoretskem obnebju in recimo simptomu Amerike se ta roman odvija. Seveda je pa ni vezan samo na Ameriko, je tudi na Kitajsko, hkrati imaš pa ta lik infantilnega ameriškega predsednika, ki recimo, smo se glih prej pogovarjali, je pogovor, seveda vsi starejši od 13 let umrejo in Britanci morajo zbrati novo kraljico. In imajo 10 punc, med katerimi bodo zbrali novo kraljico. In potem se ameriški predsednik ponud za ženina te kraljice. Torej, to je dobesedno isto kot Trump, ki se pokaže svoj 3D podobo papeža, recimo. Ne, mislim, AI podobo kot papeža in tako naprej. Tudi v bistvu teh fotovitev je vse polno in se mi zdi na nek način, ne glede to, mislim pa še to, potem pa neham, da je v bistvu to tak neverjeten roman, v smislu je totalna zmeda, ima ne vem koliko verzij, 4-5 verzij ima, od leta 89 ga stalno popravlja in tako naprej, tudi dokončal ga je, ko je že postal klasik, torej pol ga je v bistvu na novo spet predeloval, tudi ko so se že zgodili problemi treh teles, tako naprej, ampak gre zdaj živijo v tem smislu, da ga tudi skozi prilagaja geopolitični stvarnosti, hkrati pa napoveduje geopolitično stvarnost. Torej, v prvi verziji, ki je bila Japonska močna v 90-ih, so bili glavni negativci Japonci, recimo. Potem postanejo čez čas glavni negativci Američani in tako naprej in tako naprej. Ampak v bistvu v vsakem primeru nora zmeda od romana, ampak hkrati pa neverjetno dosleden in konceptualno precizen in z temi nekimi neverjetnimi pogledi v prihodnost, ki se zdaj čisto popolnoma poklapa z našo trenutno geopolitično situacijo. Ker je kar nekaj časa minil, bom jaz od postavitve vprašanja, bom samo ponovil na hitro vprašanje, da se spomnite, na kaj odgovarjam, se pravi, zakaj ravno
doba supernove kot prvi prevod Sišina v slovenščino in kako je z geopolitično aktualnostjo te knjige, ki je izjemna, ampak v smislu je bila načrtovana ali je bila bolj naključna. Zdaj, prvi del vprašanja, zakaj ravno doba supernove? Zdaj, kot je Marko že omenil, iz očitnih razlogov celotne trilogije, ki se začne s problemom treh teles, čisto iz logistično-finančnih razlogov ne bi mogli prevesti. Tako da potem, ampak hoteli smo pa nekaj od Sišina, ampak potem druge možnosti so Kroglasta strela, še en njegov zgodnejši roman, ampak v bistvu ta roman so kot nek, mislim, da se prepoznati pripravljalni material za problem treh teles, tako da je res na nek način problem treh teles kot neka lažja ali pa začetniška ali pa ne toliko izdelana verzija, tako da to bi bilo mogoče malo nesmiselno, potem ko že obstaja problem treh teles, potem so bile njegove kratke zgodbe, ki jih je večina res vrhunskih, ampak vsake izmed zbirke pa tudi nekaj malo manj vrhunskih. To, da recimo, če je 80% vrhunskih, pa 20% malo manj, potem bi bilo idealno, recimo, če se gre v eno knjigo prevod Sišina v slovenščini, da se naredi neko novo kompilacijo, ampak to potem spet take majhnih založbi, kot je Sofija, preveč zakomplicira življenje zaradi križanja avtorskih pravic, treba se dogovarjati z več založbami. In potem je nekako ostala kot možnost dobe supernove, ki pa res stoji kot neko izjemno samostojno delo, se pravi, se ne, za razliko od Kroglaste strele, se ne dogaja v istem vesolju kot problem treh teles, ni manjše delo, ampak se dogaja v čisto svojem vesolju, se pravi, za to knjigo je Sišin naredil celoten svet, celotno zemljo in še recimo do te supernove, se pravi, še neko okolico, mislim, da je 8 svetlobnih let, tako da je postavil cel svet na novo in cel svet, ki ima izjemno zanimivo premiso, tako da to je bilo tisto, kar nas je pritegnilo, to je bilo tisto, kar nas je motiviralo, se pravi to, da vsi odrasli, vsi nad 13 let umrejo in kako svet zgleda, ko ga prevzamejo otroci in potem se mislim, da se bo Leja kasneje še vrnila k temu, ampak tudi tukaj se vidi Sišinova inženirska formacija, se pravi, da ni literat izvorno, ni kulturnik, ampak programer in strojnik po izobrazbi, po poklicu, po formaciji, se pravi, se zelo tehnično loti tega, kako bi res svet zgledal, če bi umrli vsi, ki so stari več kot 13 let in potem stvari, ki se začnejo dogajati, so po eni strani popolnoma presenetljive, mestoma res šokantne, ampak ne bom preveč kvaril same vsebine knjige, po drugi strani, to je pa zdaj drugi del vprašanja oziroma drugi del mojega odgovora, pa zelo geopolitično aktualne, ampak ta geopolitična aktualnost, to pač iskreno se je zgodila, to je bilo naključje oziroma to se nam je posrečalo, te geopolitične aktualnosti ne bi mogli predvideti, se pravi, da in recimo s tem, ko gre Trumpu na otročje, recimo, in potem mi prevedemo to knjigo in se nekaj ujamejo pri mentalni starosti 13 let, recimo, tega se ni dalo napovedati, ampak se je nekako zgodilo, ampak mislim, da tudi geopolitiki se bomo še vrnili, da ne bom predal. Tako, super, hvala. Mislim, da je bil to super uvod, mogoče pa zdaj še eno vprašanje za kontekstualizacijo in se obračam na drugo stran. Torej vprašanje za Majsovo in Stoparja. Liu Cixin spada med ene najbolj prepoznavnih piscev trde znanstvene fantastike, torej takšne, ki se v svojem bistvu opira na fizikalne, astronomske in kemijske aksiome, procese in odkritja. Hkrati pa so njegova dela tudi izrazito temačna, prikazujejo človeštvo kot vase zagledano, nemočno, krhko in trenutke zlo. Bi morda lahko na kratko umestila Liuovo znanstveno fantastiko v svetovnem, zahodnem in tudi kitajskem kontekstu? Lep pozdrav še z moje strani. Liu Cixin je, Liu mimogrede je priimek, Liu Cixin je postal svetovno znan predvsem zaradi trilogije Problem treh teles.
in je morda fenomen ravno zaradi tega, ker je s to knjigo postal priljubljen ne samo na Kitajskem, ampak tudi tudi na Zahodu, ne. Skratka, knjiga je uspela, oziroma trilogija je uspela na obeh koncih sveta in doživela res številne prevode, primerjajo ga s klasiki znanstvene fantastike. Mislim, da je ena taka glavna značilnost, neka zelo neverjetna, bi rekel, razsežnost teh njegovih svetov, ki jih uvaja v svojem delu, zelo zapletene znanstvene, družbene, filozofske koncepte v bistvu vključuje v to in to je nekaj, kar sicer združi, bi rekel, in Zahod in Kitajsko, ampak morda je Zahodu zanimivo to, da so te težave ali pa te koncepti predstavljeni ravno z vidika tega kitajskega konteksta, ne. Tako da zaznamo tam recimo teme, kot so res hiter tehnološki razvoj, o tem piše recimo Liu Cixin tudi v kratki spremni besedi, ki smo jo dodali dobi supernove. Pa potem tudi najdemo elemente neke prikrite, mogoče družbene kritike. Kitajska je tu še vedno malo stroga, bi rekel, ne, in če se vrnem na temo kulturne revolucije, ne, ta je gotovo neko ozadje, trilogija treh teles, ampak pa ni na istem mestu v teh knjigah, če gledate kitajsko izdajo in pa angleški prevod. Tako da ima mogoče v angleškem prevodu malo bolj prominentno pozicijo, ne. Drugače pa ta neki družbeni sistemi, ki jih njegova dela obravnavajo, se mi zdi, da so zelo vidni tudi v dobi supernove. Lahko razmišljamo o etiki, o usodi človeštva. To so pač teme, ki so, se mi zdi, univerzalne, ne, in zato je Liu Cixin, bi rekel, uspel. Drugače pripada generaciji 80-ih, 90-ih let prejšnjega stoletja. Seveda znanstvena fantastika je obstajala tudi že prej, ampak mogoče na malo drugačen način. V času kulturne revolucije bolj omejeno, takrat je bila bolj v ospredju tako imenovana revolucionarna literatura, ampak tudi prej, ne, obstajajo dela, ki si predstavljajo drugačno Kitajsko, ki ima neke take razmisleke o utopiji, poletu na druge planete in podobno, ne. Drugače, ja, Liu Cixin je pogosto opisan kot malo pesimističen avtor, ki zna biti kar malo temačen. Zakaj? Mislim, da zato, ker povezuje tehnološke teme, kot sem že rekel, zelo velikimi družbenimi, filozofskimi vprašanji in se izprašuje ves čas, kaj bo nek napredek tehnologije prinesel, kaj pomeni človeška civilizacija z vidika, ne vem, neskončnosti vesolja, ali človeški napredek pomeni tudi ali tehnološki napredek pomeni tudi človeški napredek, kako to vpliva na naša načela, etična načela, ali smo konec koncev kot civilizacija obsojeni na samouničenje. S tem je povezan tudi ta koncept temnega gozda, teorije temnega gozda, ki ga je uvedel prav Liu Cixin, in tu je ideja, da se morajo civilizacije v vesolju pravzaprav skrivati, če hočejo preživeti, ne. In ja, to so tudi teme, o katerih, ki niso nujno znanstveno fantastične, bi rekel, in tudi opozarjajo na krhkost človeške družbe, krhkost inštitucij. Sploh, če pomislimo tudi trenutni kontekst, mislim, da je tudi to povezano s tem, kar sta povedala kolega, ne, da se te teme, ki jih čutiš ob branju, zlahka preslikajo, čeprav je ta knjiga stara 30 let približno, da se te teme zlahka preslikajo tudi v sedanjost. Tako da vidimo, da je treba zelo malo, pa začne mogoče družba lahko pokati po šivih, in mislim, da je v tem tudi neko aktualno sporočilo dobe supernove. Pozdravljeni še z moje strani. Skratka, vprašanje je bilo na kratko umestiti Cixinovo delo.
K temu, kar je že Andrej načel, bi jaz dodala to, da je Češin zelo zanimiv avtor tudi zato, ker so njegova dela zelo intertekstualna oziroma imajo zelo veliko referenc na zgodovino znanstvene fantastike, ne samo kitajske, ampak predvsem mogoče tudi zahodne, ne, ameriške. Na eni strani, na drugi strani pa gre seveda za kitajskega avtorja, ki je tudi izraz določene tradicije znanstvene fantastike v določenem kontekstu. Češin sam pravi, da je kot najstnik, da je požiral dela klasikov znanstvene fantastike, se pravi Roberta Heinleina, Arthurja C. Clarka, Isaaca Asimova, posebej Clark ga je zelo navduševal, ne. Navduševala ga je v bistvu zmožnost znanstvene fantastike nekako ponuditi nek zoom out, ne samo na znanost, ampak tudi na v bistvu človeško družbo. Tako da se mi zdi, da velja njegova dela, tudi Dobo supernove, vsekakor brati v dialogu z drugimi pač znanstveno-fantastičnimi deli biblijskega formata. Po drugi strani seveda ima Kitajska, kot rečeno, svojo zelo specifično kulturno tradicijo. Znanstvena fantastika je na Kitajsko prišla nekje konec 19. v začetku 20. stoletja kot nek v bistvu zahodni uvoz. Znanstvena fantastika kot taka je produkt v bistvu zahodne modernosti in pa njenega kolonialnega vidika in zanimivo je brati znanstveno fantastiko iz nekih drugih kulturnih kontekstov ravno zato, ker ti drugi kulturni konteksti nastavljajo zanimiva ogledala v bistvu tej neki zelo zahodni premisi, se pravi, kam nas zdaj pelje znanost, kam nas pelje tehnološki napredek, kje je, kakšna bo prihodnost, vse to. Zdaj hitrega orisa kitajske znanstveno-fantastične tradicije zdaj ne bi delala, ker je preprosto zelo dolga, na to temo obstajajo posebne študije. Kar se mi zdi zanimivo, so pač poante, recimo preizpraševanje in pa gledanje na človeštvo, na družbo, na kitajsko družbo z nekega bolj kolektivnega vidika, ne. Se pravi, tudi če imamo v Češinovih delih pač seveda imamo tudi individualne junake, junakinje, pa vendarle nikoli ne umanjka v bistvu ta nek čisto sociološki, družbeni v bistvu vidik. Druga stvar je mogoče taka zelo specifična patriotska nota, ki jo je tudi začutiti, ne, tudi v dobi supernove, ki jo lahko beremo kot zelo sofisticirano družbeno satiro, pa vendarle imajo tam kitajski otroci, predvsem dečki, pač neko posebno mesto, no. Se mi zdi, da so dostikrat manj infantilni kakor Američani, Rusi in tako naprej. Tretja stvar, ki je zanimiva in ki nas v bistvu napeljuje na ta socialistični kontekst oziroma ozadje, se pravi povezav med Kitajsko in še Sovjetsko zvezo, ne, in razvoja znanstvene fantastike, pač te njene dimenzije, ne. Se pravi, nekako ta vidik, se pravi prevodi klasikov sovjetske znanstvene fantastike navdajajo tudi Kitajsko z nekim pridihom socialističnega realizma, mišljenja prihodnosti kot pač kolektivnem v bistvu socialističnem režimu. Z tega vidika se mi zdi Doba supernove posebej fascinanten roman, ker nekako nastavlja ogledalo oziroma hote ali ne hote, ne bi zdaj špekulirala, ampak nam v bistvu pokaže na vse neke temne in pa srhljive plati v bistvu tega kolektivnega projekta, ne, prihodnosti otrok v praksi. Še ena stvar, ki tudi verjetno izhaja vsaj delno iz te neke vere v napredek, znanstveni napredek v spregi s projektom komunizma, socializma, je mogoče tudi ta poudarek na tem, da so vsi ti, otroci prihodnosti so zelo kognitivno sposobni, zelo so izobraženi, so neki tudi protoznanstveniki mogoče in posebej kitajski otroci dostikrat razmišljajo prav na ta način, ne. Tako da tudi z tega vidika se mi zdi v bistvu ta roman v bistvu zanimiva nadgradnja iz nekako 21. stoletja, nadgradnja v bistvu nekim teorijam in pa praksam znanstvene fantastike, ki izhajajo tudi
iz vzhodne Evrope. Kaj še? Ja, Liu Cixina pogosto štejejo oziroma označujejo kot enega 3 generalov kitajske znanstvene fantastike. Ne, tukaj velja omeniti še Han Songa, Wanga Jinghanga. Skratka, nikakor ne gre za nekega osamelca, ampak za nekoga, ki v bistvu je zelo velikopotezen ravno z tega vidika, da pač razvija kompleksne ideje in jih prikazuje na relativno enostaven, ampak ne simplističen način v dialogu tako z v bistvu intelektualnimi sogovorniki doma, kot tudi v stalni v bistvu izmenjavi z avtorji iz povsem drugih kulturnih in ekonomskih kontekstov. Super, najlepša hvala. Sem prepričana, da se bomo še vrnili k parim stvarem, ki ste jih izpostavila. Zdaj pa mogoče k vprašanju, ki je bilo že prej mičken napovedano oziroma tizano. Se pravi, zdi se mi, da pri branju znanstvene fantastike Liu Cixina njegove ideje in predvsem tehnično dovršene razlage občasno zelo jasno odsevajo dejstvo, da se je šolal kot računalniški inženir. Tu se mi zdi pomembno, da v osnovi ni programer, temveč nekdo, ki se spozna na hardversko sestavo sodobne tehnologije. Moj najljubši primer tega je denimo izvlečen iz slavne trilogije spominjanja zemljine preteklosti. V prvem delu je opisana von Neumannova računalniška struktura, ki jo pooseblja srednjeveška kitajska vojska. Proces komputacije omogočajo zastavice, ki jih vojščaki dvigujejo glede na vrednost določenega bita in se na ta način povezujejo v logična vezja vse višjih nivojev abstrakcije. Krašovec v tujosti kapitala v tem denimo vidi delovanje kapitalističnih trgov, ki še vedno operirajo kot socialni računalnik. V dobi supernove lahko to Liuovo zanimanje vidimo v obliki superračunalnika veliki kvantum, ki otrokom pomaga začasno preprečiti popoln razpad družbe v času lebdenja. Zdaj pa moje vprašanje za vaju, kako nam Liuova obravnava tehnologije lahko pomaga pri premlevanju in konstruiranju naše lastne realnosti? Jaz bom začel svoj odgovor z 2 anekdotama, obe dve sta resnični. Ena je od lanskega leta jeseni, ki je bil nek pogovor, je bil v Beogradu, ki je bil pretežno vzhodni, globalno vzhodni, se pravi ne samo vzhodnoevropski, ampak vprašanje tehnologije, družbe, kulture, sprememb, ki jih prinaša umetna inteligenca, in bila je precej mešana zasedba, med katero je bil tudi en gospod z Kitajske, ki ni znal nobenega drugega jezika kot kitajsko, tako da večino dneva je bil precej izoliran, tako hoteli smo se z njim pogovarjati, ampak se nismo mogli zares. Ampak potem, ko je pa imel svoj prispevek na tej konferenci, je pa imel simultano prevajanje, tako da smo ga razumeli. In zdaj, pred tem je bil panel, mislim, da je zadnji ali predzadnji nastopil, približno 4. pa 5. po vrsti. In pred tem je bil panel, kljub temu, da je bila pretežno vzhodna zasedba, se je slišal zelo zahodno po temi, pa po vsebini, tako v smislu, kaj bo s človeškim duhom, pa s človeško ustvarjalnostjo, pa ta umetna inteligenca. Zdaj že piše klasično zahodno jadanje ali pa zahodno liberalno jadanje. Medtem, ko ta kitajski gospod je bil popolnoma, čeprav so mu prevajali v kitajščino, ves čas simultano, je bil popolnoma neprizadet, popolnoma unfazed na tem jadanjem, in ko je prišel čas za njegov prispevek, se ni pustil motiti in je rekel pač, da je ta trenutek, recimo, ko je strojna inteligenca presegla človeško, da to ni nekaj, kjer se moramo mi zdaj organizirati proti temu, pa nekaj ukreniti, da ta trenutek je že v preteklosti. In potem v preostanku svojega prispevka pač hajpo, globoko učenje, velike jezikovne modele in je bil v popolnem kontrastu, in to se mi zdi, da je zelo dobro prikazal ta recimo nekak kitajski duh, ki ni niti na način tega osladnega kalifornijskega duha ali pa Silicijeve doline, ampak je nek tak zelo, mogoče celo budističen, upam, da to ni moj orientalizem, ampak indiferenten v smislu budizma, v smislu, da se seznanaš, v smislu neke zelo intenzivne naklonjenosti,
ki pa ni patetična. No, to bi nekako predelil, kar se saj meni zdi kitajski duh, recimo danes v razmerju do tehnologije. Se pravi, ni patetika ali pa sentimentalnosti, niti v kritiki, niti v slavi, ampak vse neka zelo pozorna, neka zelo intenzivna upletenost v to. Tako da se mi zdi to je pri Sišinu zelo opazno, ampak spet ta neka zelo hladna intenzivnost, se pravi zelo ga privlačajo te stvari, ampak absolutno ni sentimentalen na nobeni točki. V tem smislu se mi zdi, da je to zelo kitajski duh. Medtem, druga anekdota je pa mogoče bolj osebna, še dlje časa nazaj, ko sem bil čist turistično na Kitajskem, natančneje v Šanghaju, in sem se pogovarjal z enim drugim gospodom, kot veste, Kitajcev 1,3 milijarde, tako da je bilo zelo malo možnosti, da se dvakrat pogovarjate z istimi, tako da je bil nek drug gospod, ki pa je bil drugače zelo prozahoden, se pravi režiser eksperimentalnega filma, hipster, liberalec, živi v velikem mestu, ima zelo prozahodne, recimo kulturne, glasbene in tako naprej okuse, in v bistvu edino odstopanje od recimo podobnega človeka, ki bi ga lahko srečal ali v Ljubljani ali v danes že omenjenem Berlinu in tako naprej, je bilo pri vprašanju, ko so se začela pogovarjati o tem sistemu socialnih kreditov v Kitajskem. In sicer moje dolgovezno vprašanje je šlo nekaj v smislu, ok, Kitajska po eni strani najbolj fascinantna država, stopiš z letališča, se počutiš, kot da si 200 let v prihodnosti, tak imaš občutek, kot nek tak mejhen vaški Evropejec, ki se pač ukvarja oziroma ki sam sebe poskuša prepričati ali pa kopati s tem, da je res pomembno, a je sir, ki ga uživaš naravno pridelan, medtem ga tako v Šanghaju je neko čist drugo stoletje, nek čist drug planet, neke čist druge nam nepredstavljive stvari se dogajajo, ampak potem ga sprašujemo o tem social credit systemu v smislu, ampak a ni to vse kljub vsej fascinantnosti Kitajske tako opresivno, pač vlada res ve vse o vas tako, dobesedno ne moreš koraka, ne moreš nobene geste narediti, ne da bi se to nekako nekje shranjevali in potem to povratno disciplinira ljudi ali pa osrednjo ali pa neposredno. In on me sicer tako vljudno, pozorno posluša, ampak na koncu pa reče, se kako imate pa v EU urejen social credit system. To se mi zdi, da je tudi taka značilno kitajska drža, v smislu ali ni razumel ali pa ni hotel sprejeti značilno evropske sentimentalnosti ali pa moraliziranja, v smislu, ampak je ta hladna racionalnost, v smislu vladati je treba, pa če različne kulture to različno urejajo, kako vi urejate vladanje, ali hočeš reči, da imaš sentimentalni predsodek proti vladanju kot takem, kar ti bolj dejansko da misliti. In se mi zdi, da tukaj se pokaže ta razlika in mislim, da katerokoli ali kratko zgodbo, ali intervju, ali esej, ali roman, ali trilogijo od Sišina odpremo, imamo ves čas točno ta vprašanje tehnike, vprašanje vladanja, vprašanje kulture in civilizacije v več tisočletnih razponih, v zelo dolgih ali pa v kozmičnih razponih, tudi onkraj Zemlje, onkraj človeštva, ta njegova znamenita kozmična sociologija iz Temnega gozda drugega dela, ampak vedno tako zelo nesentimentalno, v smislu vprašanje vladanja ali pa vprašanje civilizacije ali pa vprašanje tehnike in povezave se vedno postavlja kot tehnično vprašanje. Mislim, da tukaj hkrati in njegova osebna pot se kaže, ampak tudi neka splošna kitajska drža. Ja, jaz sem hotel še povedati, glede tehnologije v dobi supernove, ko si omenila to intervencijo superračunalnika oziroma kvantnega računalnika, se mi zdi zanimivo čista lišča statusa Deusa ex machina v literaturi in tako naprej. Prišli smo do neke točke, kjer je to rato nek tak zelo negativen trop, v smislu, če si omenil Deus ex machina uporabo tega, je v bistvu velja za nekaj slabega. In absolutno je doba supernove vse polna teh Deus ex machina momentov, med drugim recimo, ko po prehodu iz sveta odraslih v svet otrok, seveda se izkaže, da vsi načrti so praktično padli v vodo in začne država goreti, poplavljati in tako naprej. Se oni spomnijo obstoja tega kvantnega računalnika in kvantni računalnik v pol ure v bistvu
reš. Ampak v bistvu moj tle bi bil, ampak a ni naš odnos do glih novih tehnologij, pa tudi kitajske, je v bistvu točno ta deus ex machina moment, ne. Imeli smo ta ameriške jezikovne modele in pol nenadoma en dan je kar prišel DeepSeek, ne, ki je manjši budžet tako naprej, ne, in je bil to čista intervencija, ali pa recimo zadnjič je bilo superračunalnik kitajski, ki bo šel v vesolje. Vse te stvari, ne vem, zgrajena mesta, milijonska v parih letih, tako naprej, ne. Mislim, da je kitajska civilizacija seveda tako daleč, ne, kjer smo tle, ne, je točno ta deus ex machina, tako da v bistvu bomo morali tudi po mojem na novo vrednotiti, kaj sploh je ta trop, ne, ker v bistvu deus ex machina lahko tudi tehnološki dosežek, ne. Tako da v bistvu Evropa, ki seveda je zelo irelevantna, zelo marginalna v tem romanu, kar spet se upada z geopolitično stvarnostjo, ne. Mislim, da bo tudi deus ex machina, kakor je tudi ta film Ex Machina, ne, mogoče ni čist brez potencialov, ne, tako bi rekel, no. Super, hvala. Zdaj pa nadaljujemo s tem, kar je bilo mogoče že prej večkrat nastavljeno, vprašanje za Natalijo Majsovo, in sicer v svoji knjigi pišete o sovjetskem znanstveno-fantastičnem filmu v vesoljski dobi. Veliko pozornosti namenjate historičnem kontekstu, v katerem so dela nastala in kako ga v svoji fikciji odsevajo. Nekatera so zaradi pritiska socialističnega realizma zazrta zgolj v takojšnjo prihodnost, druga družbene odnose prikazujejo v srečanju s človeštvom, tujimi bitji, takšnimi in drugačnimi vesoljci ali stroji. Pri srečanju s slednjimi je zanimivo, da se tujost pogosto pojavi v obliki ženskosti. Otroška družba dobe supernove je tudi izrazito patriarhalna. Na vodilnih položajih se znajdeta zgolj kitajska članica triumvirata Zhao Meng in nastavljena predsednica ZDA Benes. Vse ostale deklice in ženske pa zauzemajo izrazito skrbstvene vloge, kot so učiteljice, vzgojiteljice, pestunje. Pri prevodu romana v angleščino so zaradi tega, da nima prevajalci, dodali nekatere dekliške voditeljice, ki niso bile prisotne v originalu. Kako ženskost obravnava sovjetska znanstvena fantastika, kakšne so vzporednice in kaj nam to lahko pove o Liovih prepričanjih ali internaliziranih normah kitajske družbe? Ja, hvala za vprašanje. Jaz bi začela z anekdoto. Ja, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem naletela na eno kritiko oziroma recenzijo dobe supernove, kjer je avtorica zapisala, da je to delo, ki bi ga lahko napisala, da je to delo, ki spominja na predelavo kultnega dela Gospodar muh, če bi ga na novo napisala Ursula K. Le Guin. Zdaj se sprašujem, a je avtorica te kritike mogoče brala kakšen prevod, kjer je bilo več deklic ali ne, tega žal ne bom nikoli vedela. Ampak ja, sama sem ob branju dobe supernove sem pač nažalost, tako je bilo, da sem takoj opazila, da neki v tej družbi ni čisto okej in oziroma pač mislim, da je Liu Cixin hotel narediti nek poseben statement s tem, ko je na vse vodilne položaje praktično dal moške like. Zato se mi tako na prvo žogo pač ta odločitev zahodnih prevajalcev, da dodajajo noter pač neke ženske junakinje, ne zdi nujno najbolj posrečena, zato ker se mi zdi, da zgreši poanto, ne. Zdi se mi, da z dobo supernove lahko beremo kot neko tako zelo, mislim, zelo očitno kritiko patriarhata in kritiko družbenih sistemov, kjer pač na vse položaje pridejo dečki. To pravim zato, ker se v romanu poleg ameriške predsednice, druge ameriške predsednice Frances Beans in pa Xiao Meng, kitajske ministrice, se tam v bistvu na začetku pojavi še en ženski lik, ki se mi zdi pomemben, to je lik učiteljice. Učiteljice, ki v bistvu spremlja te otroke, ki bodo kmalu prevzeli pač zemljo, jih spremlja ob koncu, mislim, da osnovne šole, ne.
In se mi zdi, da ta učiteljica nekako pooseblja tako zelo socialistično-realistično premiso v smislu otroci so naša prihodnost, otroci so pač družba prihodnosti. A ne? Ona vse te otroke obravnava zelo individualizirano, skrbi zanje. Ne? Tudi ne zdi se mi naključje, da je ta učiteljica pač predstavljena kot nekdo, ki je noseč, a ne? In ki rodi otroka, ki bo moral živeti v dobi supernove. Tako da, če upoštevamo vse te detajle, se mi zdi, da je v bistvu Doba supernove roman, ki predstavi družbo dečkov, ki poskušajo uprizarjati pač neko odraslo družbo in da tukaj ni nekega varovala, kakršnega koli že, a ne, ki bi v bistvu ki bi jih porinilo v mal drugačne družbene odnose. Ne? In na koncu pristanemo pač v neki družbi, kjer je najbolj zabavna igra vojna, kar je verjetno razumljivo, če razmišljamo z perspektive 13-letnika, mogoče tudi kakšne 13-letnice. Tako da roman se mi zdi zanimiv s tem, ko res ful zvesto sledi tej premisi in s tem vstopa v neposreden dialog z tradicijo socialističnega realizma, pač znanstvene fantastike, ki se je v znanstveni fantastiki sovjetskega tipa pač kazalo tako, da so bili otroci v bistvu dostikrat uprizorjeni kot neki majhni odrasli, ki pa so po eni strani, mislim, po svoje prikupno otročji, po drugi strani pa delujejo kot neki majhni roboti, se pravi, sprejemajo konec koncev pač vedno dobre odločitve. A ne? Se mi zdi, da je v bistvu zelo smešno oziroma ima pač nek komičen ali pa satiričen moment, a ne, Doba supernove, če jo gledamo skozi to lečo. Kar se tiče ženskih likov v znanstveni fantastiki socialistično-realistične tradicije, pa bi rada opozorila na neko dihotomijo, se pravi, na eni strani deklice, ki pripadajo svetu otrok, a ne, in so bolj ali manj kar enakopravne v bistvu dečkom. Na enak način v bistvu spoznavajo svet znanosti, družbo, imajo pač neomejeno polje delovanja, tako da to je nekako ta prihodnost, ki se bo zgodila, če se uresniči medplanetni komunizem, ne, pod sovjetsko taktirko. Po drugi strani pa so na zelo drugačen način upodobljene ženske, ki so že odrasle. A ne? In tukaj v bistvu prevzemajo pač neke take dostikrat temačne, čudne karakteristike, poosebljajo nekaj, kar je po eni strani lahko moralno superiorno, ampak hkrati je pa tudi zelo srhljivo, čudaško, nedosegljivo. Se pravi, upodabljajo nek strah mogoče, strah moških pred nekim drugačnim načinom doživljanja sveta in pa delovanja. V Češinovem, v romanu Lio Češina pač tega vidika zares ni, zato ker ne vemo, kaj se zgodi, ko ti otroci odrastejo. Ampak vsekakor pa se mi zdi, da je res do konca doterana v bistvu ta premisa, kaj se bo zgodilo, če bomo peljali družbo v prihodnost pod nekimi pogoji patriarhata. No? Najlepša hvala. Zdaj pa vprašanje za Andreja Stoparja. In sicer skozi celotno delo je čutiti močno napetost med svetovnima velesilama, Kitajsko in Ameriko, kot smo do zdaj že večkrat omenili. Kot ste povedali tudi v RTV prispevku v knjigi, Leo ni mogel napovedati Trumpa, vendar pa je njegova otroška različica Harman Davy zelo dobro karakterizirala. V času, ko Kitajska tako zmaguje v bitki razvoja umetne inteligence, kot proizvaja najbolj napredne komponente, denimo računalniške čipe, in ko se nasplošno zdi, da se brodelovski cikel kapitalizma v Ameriki končuje in jasno nadaljuje na Kitajskem, me zanima, kako to razmerje vriše knjiga, kakšen je kitajski pogled na ameriško pojenjajočo produktivno moč in predvsem, če na to lahko odgovorite brez pretiranih spoilerjev za knjigo, kaj pomeni izmenjava ozemlja, ameriški tehnološki razvoj na eni strani proti kitajski tradiciji in starodavnosti. Hvala še za to.
Smo danes že rekli, da roman je pravzaprav star 20-30 let, odvisno kaj štejete, prvo izdajo ali kdaj ga je pisal. Pa vseeno si pa, ko sem prevajal, pravzaprav sem bil večkrat zelo presenečen, ko sem opazil, s kakšno lahkoto to zgodbo povezujemo z današnjimi razmerami. In ko smo konec lanskega leta nekako delo brali še skupaj z uredniki, smo v bistvu spet nekako ugotavljali, kako preroški je bil na nek način Ljudca Šin. In morda, ne vem, morda je to zato, ker nas je ta nepredvidljivost otroškega vedenja, njihova neposrednost v besedah, v dejanjih, pa tudi na koncu mogoče to nepotrebno nasilje, vedno znova spominjalo na današnji čas. Govorimo o določenih politikih, govorimo o dogajanju po svetu, ne samo v Ameriki. Drugače ta napetost med Ameriko in Kitajsko res opazna zelo v romanu. Seveda je treba upoštevati, da so tu v igri še druge države, ampak mogoče te dve državi nekako prideta najbolj v spredje. Mislim, da sicer bi lahko tukaj Ljudca Šina na več mestih obtožili karikiranja likov ali pa celo stereotipiziranja, ker se mogoče malo navezuje tudi na to vprašanje ženskih likov. Drugače pa se mi vseeno zdi, da zanimivo nekako napove današnji čas tudi tukaj, ker beremo v knjigi o Kitajski kot velesili, ki v bistvu parira Ameriki. Če gledamo Kitajsko danes, bi morda kdo rekel, da je tukaj še nekaj manjka, kar se tiče, ne vem, naprimer vojske, kar se tiče nekega vpliva političnega mogoče v svetu, ampak gotovo se bi vsi strinjali, da oboje narašča, in vojaška in politična moč. In zanimivo, tukaj je tudi Ljudca Šin pravzaprav malo preroški. Tudi ta odnos zaznamo v romanu, bi jaz rekel. Kitajska je izjemno tehnološko napredna, morda ne vojaško najmočnejša v romanu, ampak izjemno tehnološko napredna in tudi danes je mogoče tako, da tehnologijo ne le proizvaja, kot je bilo sprva, ampak jo tudi zelo dobro pozna in obvladuje. In ja, to je neka sedanjost, ki je Ljudca Šin mogoče napovedal v dobi supernove. Je pa res, da se vedno znova potem vrnemo v mislih, ko to primerjam k tehnologiji, ko smo ravno pri znanstveni fantastiki, v bistvu je ta veliki kvantum računalnik tisti, ki poskrbi za preživetje pravzaprav otrok v knjigi. Zdaj, še vprašanje je bilo glede spoilerja, oziroma glede menjave Ozemelj in to moram povedati zdaj brez spoilerjev. Ne vem, na vprašanje bom potem verjetno odgovoril z vprašanjem. Mogoče si lahko zamislite, kaj bi pomenilo zapustiti svoj življenjski prostor in nadaljevati svojo pot nekje čisto drugje. In kako bi na to vplivalo dejstvo, odkot prihajate. Torej, ali bi ta menjava bila drugačna za Kitajca, kot je za Američana. Če malo osmislim to vprašanje, primerjajte to recimo starodavnost kitajske kulture, njenih zelo globokih korenin, tisočletne civilizacije, z mogoče mlajšo Ameriko, naprimer, Združenimi državami, pa hkrati z ameriškim pionirskim duhom, to željo po osvajanju ozemelj. Skratka, tukaj so verjetno razlike med obema kulturama precejšnje in lahko ugibamo, katera bi neko menjavo ozemelj, torej nek nov prostor bolje prenesla. Zdaj, zato dobimo odgovor v romanu, o tem se da razpravljati. Jaz pravzaprav mislim, da ga v tistih zaključnih odstavkih romana dobimo. Super, hvala. Zdaj bi pa mogoče eno vprašanje še naslovila na vse 4 paneliste.
In sicer zdi se, da vsakič, ko Liu Cixin človeštvo postavi v moralno prezapleteno ali nerešljivo situacijo ali celo posameznike v pozicijo ubij ali umri, zmeraj vzniknejo pravila teorije igre oziroma game theory. Ko se denimo v drugem delu trilogije odvije vesoljski pokol med pobeglimi ladjami, ki so preživele genocid 3 solarske sonde, naenkrat vsem postane jasno, da če igramo zapornikovo dilemo le enkrat, je venomer bolje izdati oziroma v tem primeru streljati. Kako se to avtorjevo prepričanje o človeški naravi preslika v svet otrok, kjer igra, čeprav v drugem smislu, postane glavna gonilna sila? So otroci s svojo omejeno empatijo in brezmejno krutostjo, ki iz tega izvira, kljub neskončni igri imuni na teorijo igre in se njihovo odločanje v kriznih situacijah morda zvede na kak drug sistem? Ja, tle sem si en citat zbral, včasih sem bil Žižkov, nisem več, ampak se mi zdi še vseeno zelo dobra iz njegovega enega zgodnega teksta iz 80-ih, no ne toliko zgodnega, o spet Ballardovem Imperiju sonca, kjer v bistvu obravnava ta glavni lik, torej Jim Ballard, ki je v bistvu na nek način pisatelj, hkrati je pač lik v tej autofikciji in gre za to, da se ta deček znajde v koncentracijskem taborišču, ne? In je še vedno nedolžen, ne? V tem koncentracijskem taborišču in pa Žižek zapiše takole: ne gre torej za to, da bi Jim popustil pritisku okoliščin in se spreobrnil v zlega. Zloben postane zato, ker se ne spremeni, ker ohrani isto nedolžno držo kot prej, ker grozoti okoli sebe gleda z istim nedolžnim pogledom kot prej. Ne? In točno to se mi zdi, da ta roman naredi na planetarnem nivoju. Ne? Torej vsi liki postanejo to. Ne? In jaz bi rekel, niso tudi Miroslav Griško, ki je tudi dal odlično to pobudo za to, da predstavimo na tem neverjetnem ogromnem kraju to knjigo, je v bistvu trdi tudi, da je stvar čisto v bistvu biološka, v smislu tudi glede razvoja možganov, da pač moraš biti starejši kot 13 let, precej starejši, da te stvari, te procese, vojno, zato so tudi recimo otroci, ne vem, v vojnah v Afriki in vse posod druge idealen kanon futer, ne? Ker v bistvu je to res, spet, ko govorimo o gamifikaciji, ne, tle je res gamificirana sama vojna, ne, in tudi za njih so to vojne igre, ne, torej vojna in igra tle sovpadata, ne, ampak kar sem hotel reči še prej je v bistvu to, da mislim, da je tako odločilno aktualen, kar tudi nisem mogla predvideti, roman tudi o tem, da je v bistvu groza in humor sovpadata. Jaz se spomnim, ko mi je Primož povedal, da je prebral ta roman, mi je rekel, saj super, veš, je Sixin klasičen, ampak moram ti reči, ful je bolj smešen trilogija. Ne? V bistvu je tako neka dimenzija Sixina, tega hladnega budističnega Sixina, ki je hilarious, ampak mislim tako, da je v bistvu točno ta zgodovinski trenutek zdaj, bolj kaj je grozen, bolj je smešen, v bistvu ta res groza in ta huronski smeh sovpadata. In to je v bistvu definitivno ta moment tega momenta. Hkrati bi pa tako rekel, da glede empatije ni čisto ne, spet tle seveda prednašajo Kitajci, ampak na samem vojnem polju, sploh po tistem soočenju spopadu z Japonci in psi, kjer v bistvu mislim, da so v igri samo bombe in tile bajoneti, ne, pride do trenutka zloma, kjer kitajski otroci, japonska čustva niso omenjena, ampak pride do zloma kitajske otroške psihe, kjer v bistvu oni tle niso toliko artikulirani, ampak definitivno se zlomijo in se začnejo jokati in tudi recimo iz skrbi za usodo majhnih otrok, recimo te učiteljice in tako naprej. Tako da v bistvu tudi tle so odraslejši, mogoče so ta čustva prihranjena za Kitajce, ampak tle pa, to pa zadnja moja poanta je pa to, da najintrigantnejši lik, mislim, da ameriški film, hvala Bogu, tudi to zmore in ameriška fikcija in tudi Hitchcock je rekel, film je toliko dober, kakor je glavni negativc dober. Ne? In tle je definitivno ta lik Vona, ne? Ki je v bistvu kompleksen lik, ne bi rekel, da je v bistvu je tako, on kot prvo, mislim, da je on edini ne otrok, on je več tisoč let star otrok, ne? On se je že rodil kot 1000 let star človek. Ne? In on je v bistvu neka taka totalna zanimiva etika, v smislu on je neka kombinacija Machiavellija in Spinoze. Ne? In je definitivno najbolj intriganten lik v tem romanu, ne? Je pa v bistvu, kar je pa ne zanimivo, je to, da je figura etike, ker on recimo opozori, da ameriška smer gre narobe za uporabo atomske vojne. Tako naprej tudi da neko sijajno parabolo, kaj se zgodi, če zviješ
košček papirja 36krat, ne, in seveda ameriški predsednik se ne zaveda, kakšna debelina je to, ne, če ti 36krat zviješ, mislim, da gre za nekaj 2krat primer zemlje, whatever, ne. In v tem smislu se mi zdi on izrazito etična figura, ampak na način, da ni moralno fiksna, ne, torej ni figura morale, ampak je figura etike, ne, torej absolutno je, in je tudi ta spekulativna figura in mi je tudi všeč pol, da je ta s tem očalarjem, ne, da ona dva pač to dorečeta, ne, ampak hočem reči, še vse, ne, gre za patriotski propagandni roman kitajski, v katerem ponavljam je daleč najbolj intriganten lik von, ne, in še ena stvar lepa je pa, da mislim, da ima kitajska pismenka, z Andrejem smo se dolgo pregovarjali, a je ta lik zombi ali vampir, ne, ker namreč da se oboje prevesti, ne, in sem jaz rekel, da vztrajam na vampirju, ne, ker je ta lik aristokratski, ne, torej pogovarjali smo se na kateri drogi in potem je bil pogovor, ja, zombi so pač na fentanilu, ne, in ta lik definitivno ni na fentanilu, ne, on je na heroinu, ne, in hkrati je pa ta res aristokratski lik, ne, torej prevladal je vampir in sem zelo zadovoljen, da, ker je vampir, ne, no, to kot mene. Ja, jaz bi mogoče izpostavil, zdaj bom še enkrat ponovil, kaj je bilo vprašanje, se pravi ta moralna razsežnost romana, ker po eni strani Masišin zelo rad uporablja teorijo iger, se pravi to hiperracionalno teorijo človeškega obnašanja kot preračunavanja prednosti, slabosti, dobiti. Po drugi strani se pa zdi, da v tem romanu ni tako. Tako da jaz bi se s tem strinjal, se mi zdi tako odlična opaska, tako ena od najboljših interpretacij, recimo te osnovne teme romana, ker recimo skozi problem treh teles, pa kot je omenila Lea, predvsem v Temnem gozdu, prevladuje teorija iger, se pravi, to je ena verzija, ki recimo ta vsakdanji občutek za to, kaj je prav, kaj je narobe, kaj je etično obnašanje, se spremeni v nekaj čist drugega, ampak hkrati je pa neka logika za tem, se pravi, to je tisti trenutek, ko razum neha biti razumen v tem vsakdanjem pomenu, ampak recimo čist neko racionalno preračunavanje koristi, to govorim zdaj o Temnem gozdu, pokaže, da je boljš pobiti oziroma sestreliti vse sosednje vesoljske ladje, polne ljudi, čeprav se zdi to spet intuitivno, moralno zelo narobe, zelo okrutno, ampak to je ena verzija, ki recimo stopimo iz teh vsakdanjih okvirov, pridemo na neko širšo, recimo v tem primeru kozmično raven in tam, kot rečeno, razum neha biti razumen, se neke pošastne, krute stvari razvijajo iz iste logike, ki mogoče poganja v neizrednih razmerah naše obnašanje, ampak potem, če to logiko prestavimo v izredne razmere, dobimo neko pošastno krutost. Ampak kar se mi pa zdi, da se v dobi supernove zgodi, je pa v bistvu podobno, kot je Nietzscheva kritika utilitarizma pa preračunljivosti, ki pravi, da so to angleške stvari, v smislu, da šteješ kalorije, ker to dejansko dela človeštvo v Temnem gozdu, dobesedno šteje kalorije, računa, dela te pošastne stvari, svoje mrtve reciklira potem za hrano na vesoljski ladji, ker nima zunanjih virov hrane, ampak to na način, da štejo kalorije, proteine in tako naprej, vse hiperracionalno, Nietzsche bi temu rekel, to Angleži počnejo, to lahko samo recimo toliko duhamoren ali pa brezduhen, ne brezdušen, ampak brezduhen narod, kot je Angleži, pač nekaj tam preštevajo in se mi zdi, te otroci v dobi supernove se pa si ne prizadevajo za korist ali pa še manj za samoohranitev, ampak za njih je dolg čas ali pa stanje brez stimulacije hujša usoda od smrti, tako da njihova afiniteta do vojne je bolj, ne vem, če pa primerjamo z odraščanjem ali pa staranjem, recimo zgodovino civilizacije, bolj potem ne samo regresijo v otroško civilizacijo, ampak mogoče tudi zgodovinsko v neko to barbarsko Nietzschejevo ljubo civilizacijo, kjer se dejansko aristokracija ukvarja samo z vojno in igro, se pravi, vse te angleške stvari so je pod častjo, se pravi, imajo to duhamorno angleško meščanstvo, da se ukvarja s trgovino, računovodstvom, preračunavanjem, štetjem, medtem ko se oni izključno recimo z vojno in igro. Ja, jaz bi mogoče k tej logiki zabave, krute zabave, dodala še ta moment, da so ti otroci vseeno, mislim, zdi se mi,
da velja razmisliti tudi o momentu žalovanja oziroma šoka, a ne, zato ker mislim, na začetku romana pač se mi skupaj s temi otroki zavemo, da so se naenkrat znašli v nekem svetu, kjer pa zdaj razen računalnika ni nikogar in ničesar, kar bi jim prišlo na pomoč. Ampak hkrati, ker so otroci in verjetno nimajo terapeuta od rojstva, se s tem v bistvu ne ubadajo. Ne? Zato v bistvu tudi ta tretji osebni pripovedovalec, ki nekako poskuša nam preslikati to otroško perspektivo, mislim, tudi ne zahaja dosti, kaj prevečkrat, kot je bilo že omenjeno, v čustva, v emocije. Ne? Dvakrat pride do zloma, enkrat med vojno, pa drugič med menjavo ozemlja, ne, ko se kitajski otrok, mislim, da zjoče. Tako da mogoče velja tudi to afiniteto do vojne, pa tudi to logiko, ki ni logika pač racionalnosti, vzpostaviti tudi z nekim tem psihičnim stanjem, se pravi stanje iniciacijskega obreda oziroma prehoda v odraslost, ki to ni, a ne. Se mi zdi, da je to tudi neka taka pomembna, zanimiva poanta romana, ki v njem kot taka ni artikulirana, zato ker se mi zdi, da je pol na bralki, na bralcu, da jo prepozna. No. Tudi zato se mi zdi roman tako prav fascinanten z vidika tega, da so po eni strani stvari zelo simpel, zelo enostavne, ampak ti potem ostanejo s tabo še ne vem, dneve, tedne, ne, ker vsakič odkrivaš pač ful nekih dimenzij, ki so skrite za tem, kar je na površju, kar je na tej zgodovinarski, kronološki zgodbi. Ja, skoraj nimam kaj dodati, ne. Morda samo to, da se spet tukaj pokaže ta tipični Liu Cixin, po eni strani temačen in pesimističen, ker se ti otroci v bistvu zelo hladnokrvno, racionalno odločajo za scenarije, ki v bistvu prinašajo velike izgube, ne. Tega se v bistvu zavedajo, sodelovanje v vojni je en tak scenarij, ampak gre za strateške odločitve, ki jih seveda bodo veliko stale, ampak jim tudi koristile, vsaj tako mislijo. In potem, skratka, to bi bil tisti temačni Liu Cixin, ne, potem pa pridemo tudi v malo manj temačnega, ko je pa ravno ta moment tega odraščanja prisoten in nekih trenutkov empatije, ki se zgodijo ravno v tej vojni, tako kot je bilo že omenjeno. In povezano s tem, ne, meni je bilo zelo zanimivo, v tej vojni se pojavi tudi en mucek, ne. Najprej na ameriški strani, potem malo na kitajski, pa spet nazaj, ne, kaj ta mali mucek dela sredi tistega klanja. Ne. Mislim, da je to že nek signal, ne, da mogoče se bodo stvari spremenile, obrnile. Ne. Otroci pač niso neskončno let, stari 13 let, tudi odraščajo. Ja, ali pa sem dokaz, da so v matrici, ker je tudi aluzija na matrico noter, ker smo v tem času, a ne? Okay, zdaj pa morda še zadnje vprašanje, kjer moramo biti hitri, ker imamo še manj kot 15 minut, ampak kot eno izmed osrednjih orodij, ki jih ima znanstvena fantastika na razpolago napram neki mainstream literaturi, Liu v svojem delu Beyond Narcissism, What Science Fiction Can Offer Literature izpostavi prav makrodetajl, ki je bil nekajkrat že tudi omenjen danes. Delovanje le tega lahko v dobi supernove vidimo denimo v jasno razmejenih, historiziranih obdobjih, ki zaznamujejo otroški svet. Makrodetajl pa se v spominjanju zemljine preteklosti resnično uveljavi kot osrednje gonilo Liuovega znanstveno-fantastičnega pisanja. Kako lahko interpretiramo različna obdobja otroškega sveta, kaj lahko vidimo v obdobju lebdenja, inertnosti, sveta zabave, sladkomesta in končno vojnih iger? Ja, zdaj, ker nimamo veliko časa, predlagam, da je to ta hitra runda, tako da odgovarjamo z one-linerji, tako da jaz bom direktno odgovoril na vprašanje. Vprašanje je, kako lahko interpretiramo, kaj lahko vidimo. Zdaj, kar jaz vidim v teh obdobjih, je teh, če se navežem na Natalijo, je teh 5 stopenj žalovanja, se pravi zanikanje, jezo, pogajanje, depresijo in sprejetje. Ja, in točno to je to sprejemanje geopolitične situacije. Ja, to je to. Nimam kaj dodati.
Super, najlepša hvala. S tem se je odvila naša lastna ura prestopa in vsi starejši od 13 let se bomo pobrali iz odra. Najlepša hvala še enkrat gostom, Marko Bauerju, Primožu Krašovcu, Nataliji Majsovi, Andreju Stoparju. Še enkrat opozarjamo, da je tukaj tudi stojnica založbe Sofija, kjer se da kupiti knjigo. Če pa ste pogovor slučajno zamudile, pa bi ga vseeno rade slišale, bo posnetek predavanja o vdaji Povratne zanke na Radio Študent objavljen oziroma v živo predvajan 30. maja ob 12. uri. Hvala vsem.